in strokovna razlaga. To je tema, ki je izjemno aktualna in pomembna tema, posebej za vas, spoštovane podjetnice in podjetniki. V naslednjih dneh, tednih in mesecih bodo namreč hitri testi tudi v Sloveniji postali izjemno pomembna tema. Vlada že pripravlja pomembne ukrepe za hitro testiranje, omogočali bodo hitrejše zaznavanje okužb, obiskovanje prireditev, morda tudi hitrejše zajezitev z množičnim testiranjem. S tem pa lažje poslovanje podjetij kot sicer, še preden bomo dosegli dovolj veliko precepljenost. Med najpomembnejšimi vprašanji v času epidemije so, kako na pravilen in varen način identificirati prenašalce virusa na delovnem mestu, jih osamiti iz delovnega procesa in jim podati prava navodila, da ne bodo ogroženi tudi sodelavci in s tem poslovanje podjetja. Pomembna je tudi razlika med testom PCR, PCR in hitrimi antigenskimi testi. Katero testiranje izbrati, v katerem primeru, kako pomembno je obveščanje in zakaj je tako zelo pomembna dobra informacijska podpora v času pandemije. Sporočanje pozitivnih izvidov na NIJZ je tudi ključnega pomena za obvladovanje pandemije. Na tokratnem webinarju boste lahko prisluhnili poudarkom v zvezi s testiranjem na COVID-19 na teme obvladovanje pandemije, epidemiološka anamneza, identifikacija okuženih, celovita skrb ob delu in nadzor, dve različni testirani na virus COVID-19, razlika in varna uporaba, odvzem vzorca za testiranje, smernice in varnost, ugotavljanje, beleženje in sporočanje izvida, predstavitev testiranj v ustanovi Zdravstveni zavod Zdravje. Naša današnja gosta, ki jo lepo pozdravljam, naša predavatelja, sta profesor dr. Miroslav Petrovec, doktor medicine, specialist klinične mikrobiologije, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo na Medicinski fakulteti v Ljubljani, član svetovalne skupine za obvladovanje pandemije COVID-19 in magister Marko Bitenc, doktor medicine, splošni in torakalni kirurg, direktor Zdravstvenega zavoda Zdravje in kirurgije Bitenc, član svetovalne skupine za obvladovanje pandemije COVID-19 in tudi član kluba SBC. Udeleženci boste predavateljem lahko zastavljali tudi vprašanja. Webinar bo moderiral Goran Novković, izvršni direktor SBC-ja. Veseli smo, da se je na tokratni webinar prijavilo 44 slušateljev, saj kdor se bo prej zavedal prednosti hitrih testov in se hkrati naučil njihove uporabe, bo lažje posloval. Webinar bo potekal tako, da bomo poslušali predavanje, vaše vprašanja pa lahko zastavite že med predavanjem v rubriki chat, ali pa na koncu, in sicer tako, da dvignete roko v aplikaciji z gumbom Raise Your Hand, ko vam bo moderator predal besedo, prosim, vklopite zvok, po potrebi tudi video in zastavite svoje vprašanje. SBC webinar bomo snemali, tako da boste danes tekom dneva prejeli posnetek SBC webinarja, prezentacijo in kontakt predavatelja za morebitna kasnejša vprašanja. Glede na aktualnost tematike, pa bomo tudi še posebej tokrat obvestili vse člane o današnji vsebini. Preden začnemo, prosim še enkrat vse, ki ste se nam pridružili po začetku tega uvodnega dela, da izklopite zvok in video, obenem pa lepo pozdravljam in izražam dobrodošlico obema našima predavateljima, magistru Marku Bitencu in doktorju Miroslavu Petrovcu. Spoštovana gospa, beseda je vajina. Ja, najlepša hvala, dragi Goran, za te lepe uvodne besede. Mislim, da si že kar v svojem uvodu predavanje povzel, ampak kljub samo se vas s profesorom Petrovcem potrudila, da na zelo jasen način postavijo pravilne poudarke pomembnosti iz pravilnega izvajanja testiranj na COVID kot enega pomembnih orodij za obvladovanje epidemije. Jaz se še tudi osebno zahvaljujem profesoru Petrovcu, da si je kljub enormnim obremenitvam v tem času, saj veste, da gre praktično velika večina vseh testiranj s PCR-jem preko laboratorija, ki ga vodi profesor Petrovc, in prepričan sem, da bo potem, ko bomo ven iz epidemije, eden najbolj zaslužnih za to, da smo bili ves čas pravilno in ustrezno diagnosticirani. Če se spomnite, že od marca naprej je njegov laboratorij 7 dni v tednu, 24 ur na dan v polnem pogonu. Jaz bom naredil kratek uvod, koliko ga že ni Goran Novković. To se pravi,
Bistveni ukrep za obvladovanje epidemije oziroma zmanjševanje epidemije ali izhoda iz krize je seveda, da onemogočamo virusu, ki je zelo virulenten, prehajanje od ene osebe na drugo osebo. Zdaj vemo, da v pomembnem deležu okužba pri predvsem mlajši populaciji ali pa tudi populaciji srednjih let poteka popolnoma brez kliničnih znakov, to se pravi brez kakršnihkoli znakov bolezni, in to pomeni, da dejansko pri naših stikih ne moremo vedeti, kdo je kužen in kdo ni kužen, in pravilno bi bilo, da se v vsakem stiku obnašamo drug z drugim na ta način, kot da smo vsi okuženi. Naprej, prosim. To se pravi, da če gledamo neko normalno nepoklicno življenje v prostem času, je relativno lahko upoštevati te glavne ukrepe, kako preprečujemo preskok virusa iz ene osebe na drugo. To je že dobro poznano, ampak nikoli dovolj dobro poznano. Tudi midva s profesorom Petrovcem veva, da zdravstveni strokovnjaki zelo hitro preidejo iz zavestnega na podzavestno, in zelo hitro se s kom objameš, mu daš roko ali pa govoriš drug z drugim brez maske na prekratko razdaljo. To se pravi, ne bomo govorili v tem webinarju toliko o tistih splošno znanih ukrepih za zmanjševanje prenosa virusa, kot bo glavni poudarek na tem, kako lahko bolj natančno identificiramo tiste potencialne okužene, kajti to je še posebnega pomena v delovnih organizacijah, v gospodarskih subjektih, kjer proizvodnja mora potekati in proizvodnjo se da ohrajati ali pa tudi katerokoli storitveno dejavnost na ta način, da se pravočasno identificira okužene in se jih na ustrezen način nekako izloči. V zadnjem času je znano, kako je mogoče v pomladanskem valu epidemije bilo prezrto, danes pa vemo, da se virus lahko tudi zelo dolgo časa zadržuje v mikromehurčkih v prostoru, in na ta način prehaja iz osebe na osebo, tako da je ta 5. točka prezračevanje prostorov še posebno v vseh storitvenih dejavnostih in v proizvodnji nek ukrep, ki je zelo enostaven, da se ga izvajati brez stroškov, treba se ga pa zavedati. Tako da bi zdaj prišli naprej, prosim, na epidemiološka amneza, to je vse znano. Zelo dobro sem jaz pogledal posnetek webinarja v okviru SBC-ja, ki je eno od podjetij, ki je član SBC-ja, predstavljal vse te ukrepe, kjer so zelo natančno tudi opredelili točke epidemiološke amneze, to se pravi, na kakšen način preverjaš svoje zaposlene ali pa jih izobražuješ ali pa jih podučuješ, kateri, ki so bili v kakršnemkoli stiku kjerkoli z virusom, naj raje ostanejo doma, ampak ne raje ostanejo, ne morajo celo ostati doma, da s tem onemogočajo prenašanje virusa kot tihi prenašalci na druge zaposlene in ne ogrožajo delovnega procesa, bodisi v storitvenih, bodisi v proizvodni dejavnosti. Naprej, prosim. Tako da se bomo posvetili bolj zdaj celoviti skrbi na delovnem mestu. Vemo, da kar se tiče preventive preprečevanja prenosa doma in v prostem času, je bilo o tem že veliko povedanega. Doma je problematičen zrasti ta faktor, da ponavadi ali pa redko oba zakonca iz ene družine nista v službi v istem podjetju, pri istem delodajalcu. Vsak sta v končno mnogih stikih na svojih delovnih mestih s svojimi sodelavci, potem prideta še v stik doma drug z drugim, pa še če otroci hodijo v različne šole, v različne razrede, še te, in je zelo pomembno, kako se doma obnašamo in da so tudi naši zaposleni primerno podučeni, kako se preprečuje ta prenos virusa. Kar se tiče delovnega mesta, sem jaz prepričan iz vseh podatkov, da nikakor ni problem pri prenašanju virusa sam delovni proces, to se pravi, ko je zaposlen na delovnem mestu. Zelo problematične so pa 3 obdobja pri delovnem procesu. Prihod na delo, preživljanje odmora oziroma malice in pa odhod iz delovnega mesta. Seveda je pri prihodu in odhodu z dela veliko prispevala tudi zapora
javnega prometa, ko se jasno zaradi situacije zaposleni vozijo na delo in iz dela v osebnih avtomobilih. Poznamo prakse, da si na poti še vzamejo kakšno pijačko, kavico ali pa pivce za pot v avto. Jasno, če hočeš to piti, daš masko dol in to je že dovolj, da se prenese virus. Naprej, prosim. Tako da, glede na to, da ob zelo hudih, rigoroznih administrativnih ukrepih dejansko nismo doživeli želenega učinka hitrejšega upadanja epidemije, je zagotovo tudi po oceni nas, ki sodelujemo v svetovalni skupini Ministrstva za zdravje, je problematičen nadzor upoštevanja ukrepov. Ni problem nadzirati ukrepe na delovnem mestu, že ob odhodu iz delovnega mesta je problem. Naprej, enega prosim. In smo prepričani, da nadzor na samem delovnem mestu bi moral biti nova protokolirana sistematična naloga raznih organizacij, ki skrbijo za varovanje v delovnih organizacijah in bi morali biti specifično podučeni in protokolirani, kako naj posebej poudarjeno skrbijo, nadzirajo prihod zaposlenih na delovno mesto, kako se obnašajo med odmori in pa predvsem ob odhodu iz delovnega mesta. Naprej, prosim. Tako da, če pridemo iz teh splošnih ukrepov do načinov za identifikacijo okuženih, to se pravi, da najdemo čim več tistih, ki so okuženi, tudi tistih, ki nimajo nobenih znakov bolezni, bomo zdaj pogledali, kako se to dela, pa dajem zdaj besedo kar profesor Petrovcu, ki je ekspert za to področje. Mirč, a se slišva, boš ti lahko zdaj prevzel te naslednje diapozitive? Profesor Petrovec? Na mute, sem v redu, ja. Sem slišal, ne? Ja, če ti zdaj prevzameš identifikacijo okuženih. Naslednji diapozitiv, ja. Dobro, ta del v bistvu spada že nekako v naše področje. Najprej nekaj splošnih stvari, da jih vsi razumemo, se pravi, samo testiranje nam dejansko pomeni vpogled v epidemijo, se pravi v identifikacijo, razločevanje od tega, kdo je in kdo ni okužen. Najprej se je treba zavedati, da trenutni odvzem vzorca nekako za večino ljudi ni prav prijazen. No, jaz sem sam vzel kar več kot 1000 brisov tudi tekom te epidemije in veliko ljudi se pritožuje, da to ni prijeten postopek, ker v resnici ni, je pa zelo pomembno, da je izveden pravilno. Lahko se pohvalim, da tisti, ki pridejo k meni osebno na odvzem, nekako rečejo, tako lepo, kot ste mi vi vzel bris, mi ga ni še nihče. To bi vam rad pojasnil, da v času epidemije se je pač zgodila zadeva, da danes jemlje brise verjetno 90% ljudi, ki jih pred epidemijo nikoli ni jemalo, in je pač logično, da so te tehnike nekoliko različne, čeprav so lepo opisane in se jih da lepo naučiti, so izkušnje na različnih odvzemnih mestih različne. Gre se za to, če na sebi pokažem nazofarinks je nekje na tem predelu obraza, se pravi, dejansko so tudi nekatere študije, ki pravijo, da je dovolj, če gremo samo v začetni del nosu. Tu je majčkeno anatomije treba poznati, se pravi, del, ki je primeren, je v nosnem delu žrela. To se pravi, to je precej v notranjosti, tam, kjer nam pač ta dihalna pot zavije navzdol v žrelo. In tam je ta epitelij, ki je še posebno občutljiv za okužbo z virusom, tudi z koronavirusom. Tako da tja je treba priti in jaz seveda tudi sam, če to meni jemljejo, zaupam ljudem, ki so ustrezno izšolani, zadeve niso trivialne in jaz zagovarjam, da je to vedno potrebno početi z zdravstvenim osebjem, ne pa z nekim priučenim osebjem, ki morda niti ne pozna pravilno anatomije tega področja. Ljudje tudi na laičnem nivoju poznate, imajo različne deformacije nosnega pretina, imajo morda kakšne polipe in je treba biti previden, kako se v tem delu pač postopa.
Zato pravim, vedno naj to izvaja osebje z ustrezno zdravstveno izobrazbo, ker gre za poseg v integriteto telesa in seveda tudi ti ljudje so usposobljeni, da je vzorec ustrezen. Kajti, če vzorec ustrezen ni, če je slabo odzet, imamo veliko možnosti, da bo šlo tudi na koncu za lažno pozitivni rezultat. Ena od zelo pomembnih stvari je tudi pravilna uporaba osebne varovalne opreme. Včasih rečeš, da je res že kar shizofreno. Na eni strani bi vsi športniki testirali kar v slačilnici, na drugi strani greste na Metelkovo, pa vas tam pričakajo ljudje v skafandru. Se pravi, če se obnašamo odgovorno, ljudje, ki prihajajo z nekim sumom na okužbo, morajo biti ustrezno obravnavani, tudi tisti, ki to jemljejo, morajo biti ustrezno zaščiteni. Na koncu vse to, kar odvzamejo, je treba tudi ustrezno odstraniti, se pravi, v skladu z zakonodajo so to kužni odpadki. Kar je bistveno tukaj napisano in jaz ves čas poudarjam, in tudi dr. Bitenc mislim, da me pri tem ves čas zelo podpira, ves čas od začetka epidemije smo imeli zelo, jaz bi rekel, mogoče med najboljšimi državami na svetu, laboratoriji, ki smo to poročali, smo natančno vedeli, kdo je bil testiran, s čim je bil testiran in kakšen je rezultat. Z uvedbo hitrih testov, ki mogoče poteka ta trenutek nekoliko kaotično na nivoju države, se to nekoliko podira, ves čas se trudimo, da bi vzdrževali nek nivo, se pravi, ne glede na to, kje bi bili vi testirani ali pa kdorkoli, mora biti jasno, kdo je bil testiran, s čim je bil testiran in seveda bistveno, za kakršne koli ukrepe je, da se ta rezultat sporoči tudi Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, ki je edini merodajen, da vam izda ustrezne ukrepe, naj bo to karantena ali pač izolacija. Pa gremo potem pogledati naprej, kar se tiče metod, s katerimi mi to diagnostiko pravzaprav lahko izvedemo. No, tukaj imamo en slajd, kjer je lepo narisano, kako je ta, oziroma prikazano, kako ta informatizacija lahko poteka. Mislim, da je eden izmed redkih, ki to ponuja v Sloveniji, ali pa celo edini ta trenutek ravno Zavod zdravje. Ali lahko to poženemo naprej, to je filmček, da se prikaže, kako v bistvu prek pametnega telefona na samem licu mesta, kjer odzemamo vzorce, avtomatično zagotovimo prek te aplikacije direktno sporočanje iz vida. Enega nazaj, tole se da zavrteti, tale. Žal ne. Ne, pa gremo kar naprej, pa Mirčka. Skratka, mi smo razvili neko aplikacijo, kjer na kjerikoli lokaciji v Sloveniji prek aplikacije direktno iz skeniranja kartice zdravstvenega zavarovanja kreiramo črtno kodo, ki potem avtomatično zagotavlja, da vse pozitivne izvide se diferencirano, to se pravi ločeno, bodi si od pozitivnega PCR pozitivni izvid ali pa od hitrega testa pozitivni izvid, avtomatično pošiljamo v centralni register na Nacionalni inštitut za varovanje zdravja. Mir, zdaj pa lahko kar naprej tvoje, prosim. Jaz bi samo na hitro povedal te metode, upam, da bom znal biti dovolj laičen, verjetno ste dovolj tega tudi že prebrali, ampak vseeno se mi zdi fajn povedati, kaj pomeni dokazovati genom s to metodo PCR, kot jo imenujemo, to je verižna reakcija s polimerazo, se pravi dokazujemo genom virusa. Dajmo se vsi skupaj zavedati, virus je nov, tudi kljub temu, da je zdaj že 11 mesecev, odkar se z njim ukvarjamo, stvari še ne vemo. Vemo pa nekaj stvari, ki so zelo pomembne za razumevanje, predvsem za delodajalce, kar vas verjetno še najbolj zanima. Na začetku je bilo tako, da če se je nekdo okužil in smo pri njemu s PCR-om zaznali okužbo, smo rekli, to je potrjeno, potem je prišel pa tisti drugi del, kdaj pa je človek sposoben, da gre nazaj. In takrat so se na začetku uporabljali neki algoritmi, kjer so rekli, ja nič, če hoče nekdo iti nazaj v službo, mora imeti pač ta test negativen. Hmalo se je izkazalo, da ta zgodba ne bo pila vode, ker za razliko od marsikatere druge infekcije, ali pa zato, ker smo bili tukaj toliko bolj pozorni in ljudi toliko večkrat testirali, se je izkazalo, da dejansko lahko ljudje imajo ta test pozitiven čez 3 tedne, pa potem imajo negativen. Pridejo čez 1 mesec, pa imajo spet pozitivnega in takrat je bilo treba začeti razlagati, da to, če mi dokažemo, potem, ko je človek že okužen, več kot 14 dni, ta test enostavno ni primeren za to, da bi mi dokazovali, ali je nekdo primeren za iti v službo, to pa seveda z drugimi besedami pomeni, ali je kužen ali ni. To nas zanima. In ta test ni namenjen dokazovanju kužnosti,
ampak samo za dokazovanje, ali si ti to okužbo prebolel oziroma je prebolevaš. Tako da takrat je bil sprejet en izmed najbolj pomembnih ukrepov, da človek potem, ko ne kaže več znakov, simptomov, se brez testa vrne, mislim, da po 10 dneh nazaj na delovno mesto, ne da bi ga bilo treba testirati. Mislim, da je s tem bila narejena največja usluga delodajalcem in vsem, ki so si želeli delati, pa zaradi tega testiranja potem niso mogli prideti, ker je test bil pozitiven in to še danes povzroča tudi marsikateremu podjetniku, ki je to prebolel, pride čez 2 meseca k nam na test, zato da bi potoval nekam v tujino in se mu najde pozitiven rezultat. Te zgodbe še nismo do konca dorekli, jo trenutno debatiramo v strokovni skupini, kako to narediti. Recimo na Islandiji vam naredijo potem dokaz proti teles in reče, če imate proti telesa, ste varni, dokaz, da ste to preboleli, lahko potujete, kamor želite. Ampak vam samo na žalost moram povedati, da to najbrž v roku tedna ali 14 dni, predvsem zaradi evropske neusklajenosti, še ne bo rešeno. Je pa to seveda logično, če si prebolel, vsaj mislimo za enkrat mesec, 2, morda 3, naj ne bi imel restrikcij potovati kamorkoli, če si to prebolel. Žal je to PCR tudi še edina metoda, če morate potovati v tujino, ki jo priznavajo v državah, da vam dovolijo vstop v državo, čeprav vidite, da se razmere iz dneva v dan spreminjajo. Ravno včeraj smo gledali ta avstrijski novi dokument, kjer pravi, da ne glede na izvid testa, pač boš moral iti 10-dnevno karanteno, ki jo boš prekinil šele po 5 dneh, kar ima tudi svojo logiko. Ne glede na to, kar bomo govorili naprej še o teh testih, ne bi rad bil dolg, ampak ta del se mi zdi zelo pomembno poudariti. Test, ki ga mi naredimo danes, je pač presečna informacija. Kaj ste vi, oziroma s kom ste bili v stiku pred 3-4 dni, to, kar mi danes dokažemo v vašem vzorcu, recimo, da bi si upal trditi, velja maksimalno 24 ur. Naj bo to hitri test, naj bo to PCR, kaj bo čez 24 ur, tega ne vemo. In tle sva z dr. Bitencem, na to sem zelo ponosen, na samem začetku epidemije razčistila eno zelo pomembno stvar, ker mislim, da še vedno velja, da je on z zelo natančnim vprašalnikom izločil pravzaprav vse, ki bi mu lahko prišli bolni v bolnišnico. Zato bom na koncu tudi povedal, kakšen bi bil moj predlog za ravnanje v podjetjih, za ravnanje, za pametno ravnanje in seveda za čim boljše obvladovanje epidemije. Kot sem rekel, ta del testa je lahko še dolgo po tem, ko ste to preboleli, tedne, morda celo mesece, pozitiven in to žal ne samo pozitiven, lahko je nekaj časa negativen, pa spet postane pozitiven, ampak še enkrat, to za samo kužnost in za kakršne koli ukrepe nima nobenega pomena. Po 14 dneh, ko ste brez simptomov, ste v narekovajih varni za delo, nikogar ne smete jemati kot potencialno kužnega, ker je to dokazano z obsežnimi epidemiološkimi študijami. Tudi če ljudje izločajo virus, niso več kužni in niso nevarni za svoje sodelavce. Žal je taka metoda, je zelo občutljiva in pač dokaže določene, če rečem, laično ostanke virusa. Ena slaba stvar te metode je tudi, da je na svetovnem nivoju izredno pomanjkanje reagentov, da jo ne moremo delati v bistvu v neomejenih količinah in da v bistvu tja za testi, ki jih imamo na voljo, traja test nekje med 4 in 7 ur, kar je seveda čas, ki ga mi merimo od sprejema vzorca do izdaje izvida, kar pa seveda ni tisto, kar vi morda pričakujete. Eno od stvari, ki jo je dr. Bitenc po mojem edini v Sloveniji rešil, je to, da mi zamenjujemo čas od tega, ko mi želimo izvid, pa do tega, ko v rokah držimo izvid, kar je seveda edino realno pričakovanje. Realnost je pa taka, da ko si mi zaželimo izvid, obstaja verjetno nekaj urna, včasih tudi nekaj dnevna vrsta, da sploh pridemo do odvzema vzorca. Potem, ko to pride v laboratorije, pa seveda odvisno, v katerem delu dneva se je ta vzorc pojavil, popoldne ali zvečer je nemogoče zaradi navala vzorcev, ki se zgodi, da bi ta izvid lahko sproducirali zelo hitro. Tako da dejansko se lahko
da je tam nekje do 24 ur tisti čas, ko vi izvid imate v roki. Kar naprej bi prosil. Seveda zdaj pa pridemo do hitrih antigenskih testov, ki so zdaj velik hit, a ne? In kar na začetku bi povedal, vse, kar rabimo za odvzeti vzorec pri PCR-u, pa velja povsem enako tudi za hitri antigenski test, a ne? Načeloma velja, da v algoritmih, ki jih je postavila Evropska komisija in tudi druge države, pravi, da se to uporablja takrat, ko PCR ni na voljo zadosti hitro ali ga pa sploh nimamo. Kaj je zadosti hitro? Je tako, kot me spominja tisto šalo, da hitrost oziroma čas je odvisen na to, na kateri strani WC-ja si, a ne? Seveda, če rabiš izvid, se ti to zdi zelo hitro, če si na strani laboratorija, se ti zdi hitro, če izvid sproduciraš v 4 do 5 urah. In tukaj pač ni odvisno od nas, obstajajo testi, ki bi bili na voljo v 1 uri in zelo hitro, žal niso v tem trenutku in še v naslednjih mesecih zagotovo ne bodo dosegljivi, ki temeljijo na PCR-u, pa bi jih lahko sproducirali tam nekje v 1 uri. Verjamem pa, da v letu 2021 taki testi bodo, če bodo še glede na situacijo sploh potrebni. Imajo nekoliko slabšo občutljivost, kar pomeni, med nami, naredil sem kar nekaj diplom pa magistrskih nalog na temo hitrih testov za druge viruse in moramo opozoriti, da ti testi popolnoma zanesljivi niso, zaradi same tehnologije, ki jo uporabljajo. Nekateri med vami se boste spomnili ta nosečniški test. Pač gre za eno ploščico, na kateri sta 2 črtici, ena je kontrolna, druga je tarčna in v bistvu takrat, ko imamo obe črtici pozitivni, vemo, da je človek pravzaprav praktično zanesljivo okužen. Recimo, da na enega od 100 okuženih lažno opredeli kot okuženega. Ampak to je za nas sprejemljivo tveganje, tako pač v laboratorijski medicini je. Večji problem je, da lahko na enega od 5, če ga uporabljamo izven indikacij, ki so navedene v navodilih proizvajalca, lahko ta rezultat zgreši. In tukaj je bilo premalo dobro skomunicirano, kaj to pomeni. Pomeni, če imamo, in to vam bom zdaj povedal, kaj bi vam vsem priporočal, če se boste odločili za hitre teste uporabljati. Jaz vodim organizacijo, v kateri je 160 ljudi, zdaj smo 10 mesecev pravzaprav v epidemiji in niti enega samega vdora, malo trkam po leseni mizi, nismo imeli. Brez da bi testirali na način, kot ga zdaj predlagajo, da bi testirali ves čas. Kar se meni zdi bistveno in kar vedno zagovarjam, je to, da je treba ljudi, za katere skrbimo, opolnomočiti in jim povedati, da to, kar je bilo vsa leta do zdaj sprejemljivo, če malo smrkamo, če 3-krat kihnemo, če majčkeno pokašljamo, seveda gremo v službo, ker verjetno tako, kot je v vaših kolektivih, si predstavljam tudi v naši audienci, z neko visoko delovno etiko sprejemljivo, da bomo pač šli delati, če res nismo bolni. Tako je seveda bilo tudi v zdravstvu, to je v času korone absolutni no-go. Nekdo, ki ima kakršnekoli simptome kompatibilne s korono, na delovno mesto ne sodi, predno ga ne opredelimo, da korone nima, ker je pač potencialni prenašalec tega virusa naprej. Kot je povedal dr. Bitenc na samem začetku, je velik problem tudi nekaj, čemu rečemo asimptomatski, ali ne smemo jim reči bolniki, ker če so asimptomatski, še niso bolniki, ampak pacienti, ti dejansko na svojih, bom rekel, pacientih, ki jih je imel, na koncu se izkaže, da ti ljudje v resnici so zelo redko popolnoma asimptomatski. Ampak mi nismo navajeni tega, da rečemo, malo smrkam zato, ker sem hodil po hladnem vremenu. Verjetno sem včeraj nekaj na vrtu delal, pa sem malo smrkal. Vse take ljudi je treba definitivno pretestirati. In kar je tisto, kar je razlika recimo od organizacije, katero vodim, in od nekaterih drugih zdravstvenih organizacij, je pač ta prednost, da pri nas, ko se tak človek pojavi, od marca naprej ima prepoved vstopa v organizacijo, predno ga testiramo. Se pravi, organizirati je treba tak način, da kdorkoli kaže kakršnekoli simptome, mora imeti na voljo test. Zdaj, če ta test
o katerem govorimo hitri test, ni popolnoma zanesljiv, lahko imamo en problem, ki se mu reče, da je pač na začetku okužbe ta virusno breme, se pravi količina virusa v vzorcu, ki ga odzamemo, nekoliko premejhna in ga ne moremo v resnici dokazati. Kaj lahko naredimo za to? Obstaja neka študija, objavljena v eminentni reviji, ki pravi, če je človek simptomatski, se pravi, ima neke blage simptome, naredimo test in je negativen, tudi sam sem jih nekaj naredil, ki so se hkrati s PCR-om potem izkazali PCR pozitiven, hitri test negativen, da sem ljudi prosil, da pridejo naslednji dan še enkrat, ker seveda niso v enem dnevu ozdraveli, in naslednji dan je tudi hitri test pokazal, da je pozitiven. Tu imate pač, če je dobro organizirano, še zmerom ekonomsko prednost, kajti hitri test je absolutno cenejši in hitrejši, kot je PCR, in seveda ta človek mora ves ta čas ostati izven delovnega procesa. Boln človek, tudi z minimalnimi simptomi, danes v času korone enostavno na delovno mesto ne spada. In tukaj imamo vse te prednosti, ki jih imamo napisane, se pravi, gre za test, ki je hitro na voljo, ki ga lahko izvede usposobljeno zdravstveno osebje. Tukaj bi posvaril za eno zmoto, kjer v bistvu nekateri mislijo, da bi to načeloma delal kar vratar ali pa nekje v podjetju, klicali so me iz, ne bom povedal kje, da bi pač oni to sami delali, in to že krši osnovno pravilo. Ne morete ljudi, ki bi imeli simptome, vabiti v lastno organizacijo, da se tam testirajo. Ko smo to delali pri nas, se je to dogajalo v posebnem izoliranem traktu, ki je bil popolnoma ločen od ostale hiše, in vsi ostali so imeli strogo prepoved, če imajo kakršnekoli simptome, vstopa. Tako da zaenkrat, ne vem, če bo šlo do konca, je ta sistem obrodil zelo obilne sadove, s tem, da bi priporočal, če to kdorkoli zmore, da se krog testirancev pravzaprav razširi. Mi smo imeli od 167 oziroma 8 okuženih, smo enostavno ustavili zato, ker smo omogočili testiranje tudi družinskim članom. Naj bodo to otroci, partnerji, ki so imeli kakršnekoli simptome kompatibilne z COVID-om. To je absolutno ceneje od vsega, karkoli vas čaka, če boste ljudi poslali v karanteno, izolacijo ali pa kakorkoli, da omogočite tudi nekomu, sicer bi bilo to najlepše, če bi to delovalo na državnem nivoju, kamor tudi strategija masivnega testiranja gre, potem, kolikor sem obveščen, da bi pač vsak, ki ima kakršenkoli minimalni simptom, imel možnost, da se tako testira. In nazadnje, kar bi v bistvu tudi nezanemarljivo poudaril, pri tem, kako se interpretira, je edino pravilno, da sodelujejo ljudje, ki to obvladajo. Interpretacija pri največ testih temelji na, bom rekel, očesnem očitavanju, se pravi, gledamo, kaj smo videli, in zato so potrebne določene izkušnje in tudi, če tako rečem, resna opredelitev, kaj to v resnici pomeni, in tudi nasvet, kako ravnati naprej. Pa še zadnji slajd, prosim, kar se z mojega področja tiče. Ja, to je tisto, kar sem hotel poudariti. Jaz sem nekako, ne vem, bil opredeljen, Marko to ve, da so me okarakterizirali kot nasprotnika hitrih testov, kar sploh ne drži. Gre za to, da jaz zagovarjam to, kar večina tujih strokovnjakov pomeni, da je to izredno pomembno orodje, kajti ničesar drugega ni na voljo, kar bi v 15 minutah lahko povedalo pri ustreznih indikacijah, da imate ali pa nimate okužbo. Opozarjam na nekaj svojih primerov, ki so bolj anekdotični. Človek, ki je bil recimo drugi dan po simptomih, je bil z hitrim testom negativen, in ker smo imeli na voljo tudi PCR, smo dokazali, da je pozitiven, ampak smo se hoteli prepričati, ali je res hitri test neuporaben ali ni, in smo naročili človeka še tretji dan, in seveda hitri test je postal pozitiven. Se pravi, sporočilo, nekdo, ki ima simptome, ne sodi na delovno mesto, ampak na ponovno testiranje naslednji dan. Zapomnite si mejo 1 do 5 dni po pojavu simptomov.
stvar, ki jo vedno zdravnikom govorimo, nikoli se ne opredeljujemo o ukrepih na rezultatih testa, ampak na stanju preiskovanca. Če on kaže neke simptome, ne se zanašati, on COVID-a nima, ne na nivoju hitrega testa in ne na PCR-u, ker pač žal testi niso 100%, ne eni, ne drugi, in zato v bistvu je bistveno, da te ljudi, še enkrat vam povem, spremenjena paradigma na vse, kar mi poznamo, kar je v naši delovni etiki, delamo, dokler pač zmoremo, malo smrkamo, malo imamo robčke, ampak to v času korone definitivno ne deluje. Potem, kaj bi še poudaril, to je nekaj, kar je ključnega pomena. Zagotovitev takojšnjega testiranja pri osebi, ki kaže minimalne znake ali simptome bolezni. Ves nesporazum o čakanju na izvide, o tem, kako dolgo traja, da izvid dobite, izvira pravzaprav iz časa, ki ga rabi človek, ki ima neke simptome, ki ima neke težave, da bi on prišel do brisa. In tlele, mislim, da sva dva iz svetovalne skupine, jaz in dr. Bitenc, dobro, tudi drugi, ampak ki se najbolj zavedava od tega, da je ta čas nujno skrajšati na minimum, kar se da narediti na dva načina. En način je to, da imate to na voljo, bom rekel, tako kot imajo na Dunaju, tako imenovane Schnupfenboxe, kjer mimo družinskega zdravnika lahko s kartico zdravstvenega zavarovanja pridete, se testirate in dobite v tistem trenutku, če ste pozitivni, odločbo o karanteni ali izolaciji. Ali pa drug del, ki sem ga tudi jaz zagovarjal ves čas in ga ves čas zagovarjam, so organizacije, so okoliščine, kjer vam boks nič ne pomaga. Ne moramo pred vsako podjetje postaviti boks, lahko, da boste imeli mirno obdobje, ne vem, več tednov, kjer tega sploh ne boste potrebovali, in nima nobenega pomena, da to imate. Zelo bistveno pa je, da imate ekipo, in to dr. Bitenc dobro ve, ker sva veliko problemov skupaj reševala, kjer enostavno te kličejo, ali lahko dobimo nekoga za odvzem. In potem traja 24 ur, da se skoordinira neka stvar, da gre nekdo in te ljudi pobriše. Tu nobenega odlašanja ne sme biti. Predstavljajte si, da imate zjutraj nekoga bolnega v podjetju, ne veste, kaj se odločiti, on ves čas hodi okrog, tudi čez masko, v zaprtem prostoru, in vam bo naredil nove primere, kar ni potrebno. Če imate ekipo, ki pride, pretestira s hitrim testom, 80 ali 90% možnosti je, da ga bo našel in vam ga takoj dal v izolacijo in potem tudi odredil, kako se dela naprej. Govoril sem že o ponovitvi tega testa, se pravi, če bolnik ni zdrav, ponavljamo, ne človeka spuščati v podjetje, ampak ponavljamo ali pa ga pošljemo na PCR test, ki bo morda razjasnil tudi, če ne recimo v 15 minutah, pa vsej v enem dnevu. Tako da v vsakem primeru oseba, ki ima simptome, izolacijo, dokler ne ugotovimo, kaj mu v resnici je. Tako da dajte paziti tudi pri tem, jaz nisem velik pristaš masovnega testiranja zdravih ljudi, problem pri tem, kdo je zdrav in kdo je malo simptomatski, je pa ogromen. Ljudje imamo individualno zelo različne občutke, kdaj smo zdravi in kdaj nismo. Nekateri malo smrkajo, pa reče, saj mi nič ni, ko sprašuješ asimptomatske, pravijo, saj mi nič ni, veste, malo me je glava bolela včeraj 2 uri. Tretji bo rekel, sem imel vročino 37,5, saj to ni nič. Tako da to za mene niso asimptomatski bolniki in jaz verjamem, da večina tistih, ki se šteje kot asimptomatske, v resnici so blagosimptomatski, pa neprepoznani. Tako da zdaj bi pa predal nazaj besedo dr. Bitencu, ki vam bo povedal, kako je on zastavil zadevo v skladu s tem, kar sem vam jaz povedal, kako se da te stvari v realnem času v resnici reševati. Ja, hvala Mirč. Bom jaz zdaj nadaljeval. Na podlagi vsega tega, kar sva uvodoma povedala in tudi posebej poudaril profesor Petrovc, smo v naši ustanovi že od marca naprej resno pristopili k organizaciji pravočasnega
testiranja za tiste, ki to potrebujejo. Naprej, prosim. To se pravi, v naši ustanovi izvajamo odvzeme vzorcev za oba testa, za PCR in hitri test. Vzorce za PCR prevladujoče pošiljamo na Inštitut za mikrobiologijo, ki ga vodi profesor Petrovec. Izvajamo tudi hitre antigenske teste, kar je ključno, smo za razliko od vseh ostalih vzpostavili zelo uporabniku prijazno informacijsko podporo s posebno aplikacijo, ki nam omogoča, tako kot sem že prej omenil, na podlagi skeniranja kartice zdravstvenega zavarovanja s pametnim telefonom avtomatizirano sporočanje pozitivnih izvidov po SMS-ih oziroma elektronski pošti testirancu in pa pozitivne seveda tudi diferencirano na Nacionalni inštitut za javno zdravje. Prav zaradi pomanjkanja informacijske podpore na državnem nivoju seveda še danes tudi velja pravilo, da vsak pozitivni rezultat hitrega testa je potrebno potrditi s PCR-jem, ki je drag in tudi časovno daljši, izključno zaradi tega, ker v državi nimamo vzpostavljene informacijske podpore, da bi lahko ločeno poročali pozitivne izvide hitrih testov, ker je problem za epidemiologe pri pripravi njihovih ukrepov za obvladovanje epidemije. Naprej, prosim. Mi vse te obe vrsti testov izvajamo zdaj že na 3 načine, to se pravi, imamo drive-in točko tukaj v naših prostorih, na Vilharjev podhod 1 v garaži, kjer se po predhodnem naročilu vsak, ki potrebuje testiranje, dobi termin, pride z avtom v garažo, ostane avto, ekipa mu vzame bris in glede na naročilo, potrebo ali pa predvsem indikacijo se izvede testiranje s hitrim testom oziroma PCR-jem oziroma s hitrim testom plus PCR-jem. Skupaj z drugim članom SBC kluba, to se pravi podjetjem Avantcar, smo vzpostavili zdaj to že en mesec, poseben sistem mobilnih enot za vzemanje vzorcev, to se pravi, smo združili električne avtomobile, zeleno za zdravje, za pravočasno identifikacijo pozitivnih, izobrazili in usposobili smo zdravstveno osebje, približno 100 jih imamo zdaj v ekipi, na razpolago imamo 30 in več mobilnih enot za izvajanje testiranj na sami lokaciji po celi Sloveniji in na način testa, zaželeno, da se tiste, ki naj bi jih testirali predhodno po elektronski pošti prijavimo, ampak kot sem že prej povedal, s to aplikacijo, ki smo jo zdaj razvili, lahko tudi na samem licu mesta na enostaven način skeniran kartic zdravstvenega zavarovanja tudi v sistem vnesemo testiranca. In od ponedeljka naprej bomo imeli še 3. točko na letališču Jožeta Pučnika, na Brniku Fraport. Odpiramo v ponedeljek tudi COVID točko za vse potnike v letalskem prometu. Za te bomo izvajali seveda zaenkrat PCR test, ki je zahteva za dovoljenje za potovanje v tujino ali pa pripotovanju v Slovenijo. Te teste pa bomo delali v laboratoriju, izvide bodo izvajali na kliniki Golnik, ki je bliže letališču, tako da bomo s tem tudi skrajšali čas čakanja na izvid PCR testa, ki bo potreben za potovanje v eno ali drugo smer. Naprej, prosim. Tako da, glede na to, da zdaj volumen oziroma število teh izvajanj hitrih testov v zadnjem času kar raste, smo uspeli tudi doseči z dvigom produktivnosti in informacijsko podporo in vse ostalo tudi pogoje, da smo cenovno zelo približali ceno izvajanja teh hitrih testov uporabniku, tako da v bistvu, ko gremo jemati 100 ali več hitrih testov na neko lokacijo z mobilno enoto, to lahko že izvajamo za 25 evrov po testu. Naprej, prosim. To sem že povedal, to delamo z zelenimi vozili. Pogovarjamo se zdaj tudi z Ministrstvom za zdravje,
da bi nekaj podobnega, kot je prej profesor Petrovc povedal, s kioski v Avstriji ali na Dunaju, da bi mi namesto kioskov kar te avtomobile, ki so električni, parkirali na parkirna mesta po različnih lokacijah v Sloveniji, priklopili na polnjenje elektrike in v bistvu namesto kioska imeli tudi te teste za hitre teste po celi državi, kar v avtomobilu. Naprej, prosim. Na koncu pa to, kar moramo ponotraniti, nosimo maske. Naprej. Ostanite doma, kadar niste v službi, a ne. Tukaj jaz vedno, tudi na svetovalni skupini, vedno rečem, da zdaj živimo v obdobju kuča, posel, kuča, če se spomnite tistega znanega našega ameriškega Srba, ki je umrl, ne, pred kratkim. Naprej. In da se res striktno držite in upoštevate vse ukrepe. To bi bilo, ne, Mirč, po moje vse. Ali želiš ti, Mirču, kaj dodati? Ne slišimo te, mikrofon. Samo dopolnil bi te to, kar si tako lepo zaključil. Mislim, da imamo super avdienco, ki lahko to sporočilo prenese naprej. A ne. Prebral sem eno lepo misel, a ne, kjer ko ve, da smo imeli zelo veliko diskusije o tem, kjeri testi, kdaj in kako. In jaz sem večkrat poudaril, da te epidemije ne bo nikoli končal noben test, ampak odgovorno ravnanje posameznikov. In to odgovorno ravnanje posameznikov jaz razumem tudi kot tako, da kadar imamo neke simptome in imamo možnost, da se testiramo, da k temu pristopimo. Kolegica me včeraj opozorila v službi, ki je imela obolelo sestro, ne smemo spregledati tega, da mogoče komu to čudno, ne? Ampak okužba z covidom za nekatere ljudi predstavlja stigmo. Si predstavljajo, da so naredili nekaj narobe. Ne? Dajte tudi vi v svojih okoljih povedati, da temu ni tako. Danes ob taki razširjenosti okužbe dejansko ne vemo. Lahko upoštevamo vse ukrepe, pa še zmeraj dobimo okužbo in edino, kar lahko odgovornega naredimo, je, da se za tisti čas, ko nam nekdo okužbo dokaže, za recimo 10 dni umaknemo iz dela, ki ga delamo. S tem bomo naredili največ za naše domače, predvsem za naše starše ali druge sorodnike, za starejše ljudi, da te okužbe ne bomo širili. In to bi bilo moje sporočilo, ki ga je Marko zelo lepo povzel. Dajmo upoštevati, to midva vedno poudarjava na strokovni skupini, ne 300 ukrepov, ne 30 ukrepov, ampak 5 ukrepov, ki so jasno dokazani in predvsem to, kar je tudi Marko prej poudaril, pazimo predvsem tam, kjer smo pač ljudje, ne? Vsi se radi družimo, spijemo kavico, tudi jaz sem bil že na obisku pri dr. Bitencu, pa moram reči, da se odgovorno obnašamo in tudi, če pijeva kavo, vmes, kaj ne pijeva, imamo maske gor, tako da, ali pa smo na zelo veliki distanci. Tako da to bi bilo res sporočilo, ki ga dajte vsem naprej povedati, ampak brez testiranja v taki situaciji, kot je zdaj, si pa ne predstavljam, da bomo lahko to ustavili. Ne? In testiranje vedno zagovarjam, mora biti odmerjeno in usmerjeno, da bomo dosegli z minimalnim vložkom maksimalni izplen. To bi bilo moje sporočilo. Potem pa lahko zdaj seveda odgovarjam. Lahko oba poveva pač, kar bi vas zanimalo. Hvala, Mirč. Goran, midva sta končala in ti predajava vodenje tega webinara. Najlepša hvala obema za res fenomenalno, moram reči, predavanje. Mene veseli tudi, da gremo v to smer, seveda zaradi razmer, katerih imamo hitrih testov, zavedanjem seveda, da niso tako zanesljivi in da rabimo kontrolne hitre teste in hkrati tudi kontrolne PCR teste v primeru večjih okužb. Preden nadaljujemo s vprašanji, nekaj že imamo, bi prosil samo kolegico Sašo Pipan, da poskuša vendarle zavrteti filmček, ker se je trudila to tudi narediti, tako da ji kar predajam. Se vidi? Ja, se je zavrtelo. Mogoče kakšen komentar, gospod Bitenc, tega filmčka? Ta film, komentar je tak, ki sem ga že prej povedal. To se pravi,
To je zdaj aplikacija na pametnem telefonu, ki omogoča v bistvu terensko izvajanje enih in drugih testov, ne, za enostaven način s poskeniranjem podatkov iz kartice zdravstvenega zavarovanja in formiranjem črtne kodene vzorca, ne, avtomatiziramo cel postopek do elektronskega izvida testirancu in seveda avtomatičnemu poročanju v NIJZ, ker je ključno za obvladovanje epidemije. To je ta naš. Super. Jaz predlagam, da bodo vprašanja, mogoče bi se sam pred tem navezal na eno misel, ki se mi zdi zelo pomembna, ki je gospod Petrovec omenil. Namreč sam sem tudi prebolel COVID in tisto, kar sem opazil, ker takrat si bolj pozoren na to, je, da v bistvu imamo na nek način vsaj dve skupini neodgovornega obnašanja. Eni so tisti, ki se res ne ozirajo na nič in se neodgovorno obnašajo. Eno je pa tisto, kar se mi zdi zelo pomembno in vsaj v enem primeru sem jaz zaznal po telefonskih pogovorih, takšno, to je to neodgovorno obnašanje zaradi stigme, ki ste ga omenili. Ne samo, da se mi zdi pomembno, da seveda pazimo v kolektivih, da se to ne zgodi, ampak tudi do samih sebe. V mojem primeru vem za primer, ko je nekdo pri 40 stopinjah vročine vedel, da ima korono, pa ni šel k zdravniku. Ne? Bil je osamljen, ni nikogar ogrožal, ampak na nek način ni bil odgovoren do samega sebe. Ne? In to je tudi zelo pomembno mogoče, da sporočamo ljudem, če imajo takšne simptome, tudi zaradi samih sebe, javite se zdravniku. Ker je zelo pomembno tudi zaradi lastnega zdravja. Jaz bi še pa zdaj mogoče še na naše vprašanja, nekaj se jih je nabralo. Grem na prvo, gospod Vito Gričar. Pri zajezitvi epidemije se zdi pravočasna obveščenost testiranega o tem, da je pozitiven, ključna za preprečitev širjenja virusa. Kje se je torej zataknilo, saj praksa kaže, da se obveščanje testirancev zgodi z veliko, tudi večtedensko zamudo, kar pomeni, da je okuženi lahko takrat virus že prebolel, v času maksimalne kužnosti pa je nemoteno virus širil naprej. Kakšen je tudi smisel aplikacije Ostani zdrav, če se v njo ne vnašajo informacije o pozitivnih rezultatih posameznikov oziroma je to prepuščeno dobri volji posameznika? Ja, mogoče lahko jaz pa Mirič me še ti dopolni. Mi smo sami to na svetovalni skupini ugotovili ta problem že ob koncu prvega vala, ne, spomladi, še bolj pa zdaj ob tem drugem valu. Ne. Prišli smo v situacijo, ne, ko so posamezniki, ki so bili simptomatski, čakali že na odvzem brisa 4 do 5 dni. Ne. Zato smo takrat sprožili akcijo, da smo povečali število odzemnih mest, ampak nažalost je naša država tako zbirokratizirana in tako rigidna, ne, da smo že zato, da smo dobili zdaj seznam 100 izvajalcev zdravstvene dejavnosti, to se pravi tako javnih zavodov kot koncesionarjev, da so prišli večjem številu na seznam, da lahko jemljejo ta mesta. Ampak to je trajalo 3 tedne do 4 tedne že samo tega. Drugi ključni problem glede izvidov je pa informacijska podpora, ne, ki je država še zdaj ni zagotovila na tak način. Jaz lahko vedno rečem tudi na svetovalni skupini, z Mirčem se tem strinjava, da smo na srednjeveškem nivoju. Ne. Epidemija v takih razsežnostih, a ne na srednjeveški v narekovajih način s prekladanjem papirjev seveda ne moreš obvladovati. Ne. Velik problem pri Ostani zdrav je zlasti ne, tako jaz bi rekel, celo škodljiva pozicija informacijske pooblaščenke, ne, ki pri tehtanju med javno-zdravstvenim in javno-gospodarskim interesom in osebnimi pravicami in svoboščinami se vedno pretirano postavi neargumentirano osebne svoboščine, hkrati gre pa tudi za vajanje. Ne. Vi vsi, kot jaz pa Mirč, potujemo veliko v tujino in seveda imate zagotovo vsi izkušnjo, da čim preideš slovensko mejo, dobiš SMS na telefon od Ministrstva za zunanje zadeve, kam se lahko obrneš. Ne. To se pravi, mene nihče ni vprašal, a želim, da Ministrstvo za zunanje zadeve ve, kam jaz potujem ali ne, a ne. In je tukaj sigurno kratena moja osebna svoboščina, ne. Nihčemer pa ta kratenje moje osebne svoboščine ne koristi javno zdravstveno ali pa javno gospodarskemu interesu. Ne. In to je ključni problem glede vprašanja, zakaj se avtomatično pozitivno nalagajo v sistem Ostani zdrav, a ne? In naprimer, zakaj te aplikacije ne uporablja večje število slovenskih državljank in državljanov. Naprimer, mi da s profesor Petrovcem, to lahko povem, v tej ožji skupini smo imeli v petek sestanek svetovalne skupine, ki smo pripravljali podlage vladi za sproščanje ukrepov. Ne? Mi dva
tola oba dva, pa še kdo tudi drug zraven, da se takoj ukine zapora prehajanja med občinami, pod pogojem, ne da ti policaju pokažeš tisti listek, kam greš, ampak da samo pokažeš telefon, da imaš naloženo aplikacijo. Nobenega razloga ni, da bi mogel utemeljevati gibanje po državi, če imaš ti naloženo aplikacijo Ostani zdrav. Izrecno smo se borili tudi za sproščanje vse storitvene dejavnosti, razen notranje gostinske dejavnosti, ob uvedbi hudega nadzora nad izvajalci in drakonskimi kaznimi, da ne govorim o drugih ukrepih, in tudi borili smo se za to, da se ponovno vzpostavi javni promet na 50% zmogljivosti glede na tisto izven epidemije. Nažalost je problem naše države, da državno administracijo vodi tako imenovani nevidni razred, birokratski, ki nima nobenih spodbud, da bi bil elastičen. Drugi velik problem je, da je politika razklana, da eni so naši, drugi so vaši, namesto da bi v času krize, ki je podobno vojni, vsi skupili skupaj za nacionalni zdravstveni in nacionalni gospodarski interes, in tretji so pa razni interesi, ki onemogočajo hitrejše rešitve. Ne bom naprej, da nam predolg. Mir, če ti lahko poveš kaj. Samo to, kar je ta zadnji del, čakanje na rezultat, mogoče bo komu to pomagalo. Upam, da v tej skupini dovolj ljudi, ki bi to razumeli. Ni bilo nikoli dovolj jasno skomunicirano, tudi ne morem preveriti, ali to v resnici v popolnosti deluje, ker sem bil prejšnji teden soočen z nekim problemom, ki ni delovalo, ampak v resnici na e-zvem portalu, če ste bili testirani v javni mreži na PCR, tudi to, kar recimo dr. Bitenca prihaja k nam na PCR, bi moralo biti v trenutku, ko zdravnik pri nas avtorizira izvid, vidno. In to premalo ljudi ve. In to nikoli ni bilo javno skomunicirano, da dejansko vsak človek, ki je bil testiran, ta izvid lahko sam pogleda na tem portalu. Tako da jaz vas prosim, tisti, ki ste tu, poglejte. Žal vse veste, kako je s tem. Ne moreš imeti, ne vem, sigenco, you name it kaj, ampak dejansko to bi moralo biti veliko bolj propagirano, ker potem odpade vso klicanje tvojega zdravnika in ne vem kaj, ampak po drugi strani je pa dr. Bitenc povedal, kako je to presekal. In to sva midva debatirala spomladi, ne zdaj, in se borili proti informacijski pooblaščenki, zakaj v tujini je to dovoljeno, pri nas pa ni. To je neumno. Za mene, če vprašate, tako kot je on rekel, da me obvestijo, kam lahko pokličem MZZ, pa me noben ni vprašal, nihče mi pa ne more sporočiti, pa če bi že rekli, ne bomo vam sporočili pozitivnega izvida, bomo pa vsej negativnega, ki jih je bilo do nedavnega večina. Tako da to bi morali presekati. Jaz sem obljubil svojo lastno podporo pri tem, kjerkoli je mogoče, da se to ukine. Bili smo tudi pri predsedniku države, kjer smo mu eksplicitno povedali, da naj informacijski pooblaščenec in varuh človekovih pravic izrazito delujeta v korist tega, kar se da narediti, ne pa v korist tega, mislim, ne pa v obrambo tega, kar naj ne bi smeli. Ker tle, kot je rekel Marko, tu gre za vojno, in mi moramo to vojno dobiti, ne moramo pa se ustavljati na vsakem kamnu, skali, ki nas potakne v to. Tu delamo sami sebi grozno škodo. Če smem še svoje izkušnje deliti, ker je zelo podobno tem, da bodo ljudje vedeli, kaj se zgodi v tem primeru. Jaz, ko sem dobil simptome, je to pomenilo, da sem že v nedeljo pravzaprav verjetno bil okužen, in sem zelo hitro pravzaprav dobil test v enem dnevu. V torek zvečer simptomi, v sredo zdravnica takoj naročila, v četrtek takoj testiranje, v petek potrditev, ampak potem se še nekaj zgodi, kar je zelo zanimivega. Morate iti na stran NIJZ, da se v aplikacijo vpišete in čakate 20 ur na koda tam. In v bistvu je od nedelje do sobote trajalo. In žal je verjetno tudi to razlog, da so nam zdaj toliko bolj pridejo upoštev hitri testi. Gospod Goran, tle vas moram nekaj, mislim, res bi rad razčistil to, ker bo za vse indikativno. Vi ste rekel, v torek ste imeli simptome. Ja, v torek bi vi mogli iti na testiranje in v sredo imeti rezultat, tanko in izvid. Ker vse ostalo, jaz ne vem, kje ste vi bil, ampak kjerkoli ste bil potencialno kužen, ali za svojo družino, za sodelavce, za kogarkoli. Kljub maski,
ki jo imamo. Ki vemo, Mi smo bili doma, takoj smo se osamili, pa jaz sem v bistvu bil praktičen zadnji, ki sem dobil, ker to je pa povezano z naslednjim vprašanjem, kaj se vam lahko zgodi. Ne? Pri nas se je zgodilo to, da sem jaz šel prvič na cepljenje proti gripi pred drugimi. Boljša polovica iz ščipa sta šla samo 2 dneva prej, preden sta dobila simptome. In zdravnica jih je opozorila na možne stranske učinke, ampak sreče smo bili že doma takrat. Ne? To mi se upadalo, verjetno. Se so upadali in sta mislili, da imate to. Potem, ko sem pa jaz čez 2 dneva dobil simptome, smo pa vedeli, kaj je. Ne? In potem smo takoj odreagirali. Tako da tudi to se vam lahko zgodi. Ne? Ampak smo bili pri sebi noter in potem nismo nič širili. To je dovolj jasno. Vključno s takimi stvarmi, kot ste jih vi rekel, kakršnikoli minimalni simptomi sodijo v razčiščevanje. V tej situaciji danes brez najmanjšega dvoma, ker je, še enkrat poudarjam, to je kontra vsej naši logiki, ki smo bili navajeni vsega do zdaj. Mi smo hodili verjetno skupaj z vami, vključno z mano, bolni v službo, smrkavi, karkoli hočete, ker smo pač rekli, saj nisem boln. No? Jaz sem lahko povem iz lastnega laboratorija, ker smo ljudi morali testirati tudi za blažje okužbe, da se, ko se enkrat, recimo, stara korona pojavila, mesece vlekla. Torej, znova ni nič drugače, ampak ima veliko hujše posledice. Se pravi, bolni danes, ko je korona, ne hodimo, če ne razčistimo, kaj nam je. In z sistemom, ki ga je dr. Bitenc povedal, to lahko jaz bi si upal trditi, 90% preprečimo. Gospod Vito Gričar je postavil še eno vprašanje, ali lahko test PCR pozitivno odreagira v primeru, ko je testirani pred par dnevi bil cepljen proti gripi in na primer ni okužen SARS-CoV-2. Zelo odlično ste vi zdaj izdali iztočnico od prej. Če nisi okužen, ne. Absolutno vam bo pokazal negativen rezultat in bo razčistil dilemo, ki ste jo imeli vi. Okay. Gospod Andrej Ilijevec pa sprašuje, smo izvajalci kritične infrastrukture, odpadki, voda, zimska služba, ali je smiselno testirati celotno podjetje za pridobitev podatka o nultem stanju? Kako postopati s tistimi, ki se ne želijo testirati? V bistvu mikromnožično testiranje. Na nek način, ne? Moje mnenje je enako, kot sem ga povedal. Vzpostaviti neko, kolikor je mogoče, stopnjo zaupanja. Jaz ne vem, mogoče zato, ker smo mi relativno zdravstveno, recimo, obarvan kolektiv, pa ni bilo lahko, ker nismo tisti, ki delamo z bolniki, ampak vseeno, mogoče zato, ker delamo z virusi in z bakterijami, smo ves čas, že marca, ko se je začelo, rekli stopnja tolerance, da hodite bolni, smrkavi v službo in nič. Jaz bi stavil na to. Če uspemo to sporočilo postaviti, če se ne počutite dobro, imate na voljo test. V nulto testiranje zelo malo verjamem, mogoče enkrat, ampak potem, če ne bo sledilo to minimalno, potem nismo nič naredili, ker test velja danes. Jutri smo že lahko minimalno simptomatski in ta test ne bo nič veljal. Se pravi, imejmo imeti možnost vsakega, ki je minimalno simptomatski, takoj testirati. Takoj. Bistveno je takoj. In to je tisto, kar ta zdravstveni sistem ni zagotovil. Veste, nedostopne vstopne točke, čakanje na ne vem koliko časa na bris, koliko ste vi lepo povedali. Ni sprejemljivo od torka do petka čakati za vse postopke. Danes vzeti, jutri izvid ali po noči izvid in to na neki elektronski mediji, da ne kličemo zdravnikov, laboratorija, ne vem koga in potem tudi vsi ukrepi, ki iz tega sledijo, če se le da avtomatizirani, zato da pač imate pravice, ki vam iz tega izhajajo. To lahko Marko kaj komentira potem. Lahko še drugo vprašanje mogoče, kako postopati s tistimi, ki se ne želijo testirati? Ja, zelo, zelo dobro vprašanje. Moje mnenje je tako podobno kot pri cepljenju. Z prisilo pravzaprav zelo težko kam pridemo. Vemo sami, kakšne so zakonske omejitve. Čeprav vam lahko povem osebno izkušnjo, ki sem jo pred enim tednom doživel, neko ekipo, ki deluje v filmski produkciji, so nam poslali k nam na inštitut na testiranje in en gospod je vstopil k meni, ker sem imel brise in je rekel, ali mi boste vzeli brisi žrela, se pa ne bom testiral. In jaz sem pač strogo zavrnil, ker je pač protokol tak, kakršen je, ne morem delati izjem. Je rekel, potem se ne bom testiral in žal, tega gospoda so pač izločili iz delovnega procesa. Tveganje ni sprejemljivo v takem delu, kot je.
Zdaj, kakšne možnosti so pravne, ne mene spraševati, ker žal nisem pravnik, ampak jaz mislim, da odgovorno ravnanje je, če kdo dela težave, da se ga izloči v nek varen del, če je možno, procesa. Nisem pa za to, da se zapenja, ker s tem si v bistvu sami delamo škodo in še večji odpor. To je tudi v zdravstvu velik problem, to bo tudi dr. Bitenc mogoče lahko kaj komentiral. Ni sicer tako velik, ampak obstaja. Nekateri pač enostavno nočejo, res to ni prijeten postopek, ampak jaz mislim, da je tako kot pri cepljenju za gripo. No? Pač, če se ne cepiš, ne bi smel sodelovati v zdravstvenem sistemu. Vsaj ne v fizičnem. No? Marko, bi ti še kaj dodal? Ja, jaz dodam lahko samo to, ne, da če smo s komunistično revolucijo prišli v tako visoki stopni demokracije in osebnih svoboščin, morajo biti te svoboščine na drugi strani primerno otežene z osebno odgovornostjo. To se pravi, vsak zaposlen naj se sam potem odloča, bo sprejel posledice, da bo izločen na en način iz delovnega procesa, če ne bo pristal na testiranje v nekem večjem javnem interesu za nadaljevanje proizvodnje, če hočete, in vsega ostalega. Jaz se obnašam tako vedno s svojimi zaposlenimi, da povem pravila, potem se pa sami odločijo in tudi v bistvu sami sprejmejo posledice. Mogoče izkoristim to priložnost, ki vam zraven, da pa me popravite, če mogoče ni dober sistem, ampak v podjetju Polycom, ki je dr. Bitenc v bistvu neimenovano omenil, ker so eno zglednih primerov, kako pravzaprav skrbijo za varnost pred COVID-om, je organizirano približno tako. Sam sem se pozanimal. Najprej prvi korak je bil, da so vse zaposlene razdelili v manjše skupine. Potem imajo pa naslednje pravilo. Če se zgodi, da kakorkoli izvejo ali vidijo na vhodu ali med delovnim procesom ali po telefonu, da jim sporočijo, da kdo ima simptome, gre cel oddelek prek mobilne enote, ki imajo naročene zunaj strokovne, na hitri test. Te sta pa dve možnosti. Če ni okužbe, gre tisti, ki ima simptome še vedno domov, ostali lahko nadaljujejo in se zgodi čez 2 ali 3 dni še kontrolno hitri test. Vkolikor je pa samo eden pozitiven na hitri test, gre celotna skupina, mislim, da so rekli tam do 10, na PCR test. To je, mislim, da zelo, zelo dober pristop. Jaz samo ne vem, ker tu ne poznam, mislim, poznam za svoj kolektiv, in ne vem, če vam da to kakšno sliko, sem šel včeraj preveriti. Pri 160-članskem kolektivu smo v enem mesecu testirali pod, narekovajih, osebno 50 ljudi. Ki so, in to ne njih, ampak njihovih svojcev. To bi bilo mogoče za gospodarstvo razmisliti, ali je to smiselno. Ker mi smo vseh 7 od 160 ali 8, ki sem jih imel, polovili na nivoju družinskih članov. Če sem prav razumel, gospod Novica, vas, na tem nivoju bi mogoče polovili, ker bi rekli, da imate doma pozitivnega, boste v karanteni, ko boste pokazali simptome, pridite na testiranje in ste popolno varni. Vi ste samo zaščitno ravnal in niste nikogar okužil, ampak vse, ki smo jih mi polovili, so doma zboleli, ker so prinesli to preko partnerja. Ampak safety net je to, da imate jasno sporočilo. Mi nismo šli zdaj po neki ideološki, je to vaš partner, zakonski partner, ne vem, karkoli, ali je to stara mama, s katero živite, ampak če je sam zaposleni javil, z nekom sem v stiku, ki je rizičen, bil je v stiku, zbolel je, pridite in ga takoj testiramo. Poudarek je na takoj, ne čez 5 dni. Ker s tem zagotovite, da človeka date v karanteno. Mislim, da so vsi naši imeli od 5 pa do 10 dni karantene, ki so potem zboleli. Saj ponavadi je to tam 4., 5. dan inkubacije, tako da ta karantena ni predolga, potem mu itak pripada ta bolniška. To nisem jaz strokovnjak, da razlagam, kdo je zdaj plačnik in tako naprej, to vi gospodarstveniki boljše veste, ampak bistveno je, da mi nihče ni skvaril procesa. Nihče, niti eden. Imeli smo pa najbolj ključne ljudi, tiste, ki vodijo diagnostiko SARS-a, pa se niso okužili v laboratoriju. Vsi so se zunaj. Nobene težave nismo imeli dokazati, kje se je to zgodilo. Tako da
ta del, če ga uspemo razširiti, če je to možno, to boste vi bolj precenili, a ne, je vreden premisleka, ne, da se tudi za te organizira neko testiranje, če ga ne bomo organizirali preko teh kioskov. To je bila včeraj debata, ne, da bi itak prek kioskov, ampak to, kar je Marko rekel, nič nam ne bo pomagal, če to informacijsko ne bo povezano. In če bo tle informacijski pooblaščenec rekel, ja, vi pa ne morete pogledati, zdaj žena je bila pozitivna, ne, ali pa je od unga odvisno, ki je prvi zaposlen, da bo povedal, da je imel ženo pozitivno. Tu ne bo pomagal. Ne. Imamo še kar nekaj vprašanj. Gospa Rosvita Režonja sprašuje, vem, da razmišljajo o subvencijah za nakup hitrih testov, ali je to že aktualno? Tukaj lahko povem tudi jaz, zadnja informacija, sicer neuradna, da v predlogu PKP7 je subvencija 40 evrov na zaposlenega predvidena, ali bo pa to res šlo skozi vso proceduro do Državnega zbora, seveda ne vemo. Ob tem je zraven še razlaga, da bi oziroma kalkulacija, da bi za teh 40 evrov lahko si privoščilo podjetje hitre teste in sicer 5-krat na zaposlenega, ker pomeni, da je kalkulacija, da bi jih dobili za 8 evrov. Ampak moje vprašanje tukaj je, ker poznate hitre teste, mogoče dodatno, a je cena, kaj svetujete, kako ne podjetja izbirajo hitre teste, ker jih je na trgu veliko? Jaz lahko povem to, ne, da hitri testi, ki so na trgu, so verjetno vsi v redu, ker morajo biti vsi ustrezno certificirani. Bolj ključno je to, kar smo vas, profesor Patrovcem, povedala, ne, da to ni varno uporabljati v samo uporabi, če bi tako rekel na pamet. Ampak mora biti, mislim, da je bilo danes jasno sporočilno iz tega, da je prav, da to dela zdravstveno osebje. Ko si ti ne boš medicinske sestre poklical, če se ti bo kanalizacija zamašila, isto velja, da ne boš ti toliko sredstev vlagal v obvladovanje epidemije, da ti bojo delali to neprofesionalci. In testi so pa vsi na razpolago in zdaj jaz vem, da danes država kupuje mislim, da okoli 600 000 hitrih testov z nekim hitrim javnim naročilom, zlasti za kritično infrastrukturo, za domove upokojencev, pa za zdravstvene delavce, kaj bo naprej pa ne. Zdaj, dober test, tak, ki je tudi na seznamu priporočenih od Svetovne zdravstvene organizacije, takih je enih 5-6. Ena posebna komisija pod Ministrstvom za zdravje je preverila vse te teste, povedala kriterije, mislim, da ne miriš, da se je enih 6 takih, ki jih priporočajo. Zdaj seveda, cene so zdaj take testa, če ga kupiš okoli 7 evrov z davkom, ob relativno nizkem volumnu uporabe tih hitrih testov. Mi, da od vas, profesor Petrovcev, pričakuje, če bomo šli res v množično uporabo teh hitrih testov, da bi morala cena padati samega testa na 3-4 evre in pol, bi lahko prišli na 13 evrov, rečemo, z vso ostalo podporo odzema meseca in vse tako. Drugače pa ob ceni testa z davkom, rečemo 7,2-7,3 evra, težko ti potem za 13 evrov še vse ostalo, poskrbi se to si gospodarstveniki znate zračunati. Nažalost si pa v državi ne znajo tega zračunati, ker imajo drugo inteligenco uporabljajo kot v realnem sektorju. Moje mnenje bi samo dopolnil s tem, kar je Marko rekel. Jaz ne vidim nobene razlike, zakaj bi jo delali med uporabo v gospodarstvu ali pa kjerkoli. Nikjer ne želimo bolnih ljudi. Mogoče še največja škoda je ravno v gospodarstvu, ker če ne bomo izločili enega, ki je pozitiven, bomo imeli naslednji dan 5 ali pa 15 pozitivnih, kjer do 30. dneva, čeprav vem, plačuje to delodajalec in je škoda neposredno na delodajalcu. Tako da tu cost-benefit je popolnoma jasen. To, kar je rekel Marko, je tudi jasno, testi morajo biti razmeroma poceni in dokler ni volumna, tudi ni mogoče tega narediti. No, bi pa rekel, da eno splošno mnenje ali pa klima je taka, da je naklonjena temu, da se seveda gospodarstvu omogoči, če ne enake, pa vsaj zelo podobne pogoje. Seveda morajo biti vedno varovalke, da se ne bi testiralo vse poprek, ampak jaz s tem trdno verjamem, če to dela zdravstvena služba,
kar sem že prej hotel poudariti, tudi kar je Marko rekel, tam bi indikacije seveda bile postavljene, ne? Ker če te pač pregleda ustrezen zdravstveni strokovnjak, tudi ne bo indiciral testa, če ga ni. Simona Petrič ima podobno vprašanje, tako da in tudi mnenje, tako da na to smo mislim, da že odgovorili. Gospa Gordana Novak sprašuje, kakšna je cena hitrega testa in kakšna običajnega testa v MCL? To je vprašanje za gospoda Bitenca. Cena PCR testa je 95 evrov, ne. Hitrega testa, a ne, če se dela hitre teste nad 100 testov za naročnika, sem že prej povedal, je 25 evrov, ne. Neodvisno od tega, ali se pošlje zaposlene k nam v driving točko, ali pa pridemo mi z mobilno enoto kamorkoli v Sloveniji testirati. Marko, še eno to, ne vem, ali je v sistemu, da ne smeš čez mejo občine sploh možno priti na drive-in v Ljubljano iz druge občine ali ne? Na to pa ne znam odgovoriti. Po moje je dovoljeno, ker to greš po nalogu delodajalca in imaš lahko tudi nalog, te pošlje in greš tako. Jaz bi si potrdil, če imaš vabilo na to ali potrdilo, da greš na test, da je to dovoljeno. Ker to je storitev, ki jo moraš upraviti in je zdravstvena storitev. Splošnem javnem interesu, ne? Definitivno mislim, da ne bi smelo biti problematično. Ok, imamo še eno vprašanje, gospa Nada, oziroma mnenje malo. Pojavlja se še en problem, ki ga nikakor še nismo omenili. V sistemu testiranja so pomembni tudi osebni zdravniki, ki pa so velikokrat nedosegljivi. Da se vzpostavi stik z njimi, mine včasih dan, dva in zatem štejemo še preostali čas do konkretne informacije, pozitiven ali negativen. A je na tem področju znotraj vajine skupine bila kakšna razprava, kako to izboljšati? Ja, seveda, da je bila razprava, to je že tudi profesor Petrovc prej pomenil, ne, ob najmanjših minimalnih znakih za COVID, ni potrebno, tako kot delajo tudi Avstrijci, ne bi smelo biti potrebno dobiti napotitve na testiranje od družinskega zdravnika, ampak kar direktno samo. Jaz bi si želel, naprimer, da bi bilo podobno kot v Avstriji, če hočemo množično testiranje s hitrimi testi, da kjerkoli samo skeniranjem kartic zdravstvenega zavarovanja, s tem si lahko vsak naroči test, ko ima simptome in tudi avtomatično nič ne plača, ampak direktno plača Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Če bi še ta korak uspeli narediti, potem bi imeli pomemben korak naprej pri obvladovanju epidemije. Ne vem, če to smem tu zdaj povedati, ker je pač sem bil včeraj na seji vlade, kjer je o tem bil govor, lahko mogoče povem v grobem, pa ne konkretno, da je to zelo podprto in tudi podprto v sistemu množičnega testiranja. Gotovo, da bo neka omejitev, da ne moreš iti vsak dan na hitri test, ker bi to bilo nelogično, tako kot ne moreš iti vsak dan po recept za aspirin, ampak to je načeloma usmeritev in je mogoče modeliranje malo Dunaja s temi šnufenboksi, ki je bil osnovni razlog to, da se razbremeni družinske zdravnike, da te morajo nekam napotiti. Ti prideš mimo in se testiraš, ker imaš neke simptome, jih tam nekomu poveš in so zabeleženi. In potem v 15 minutah lahko greš ti z izvidom k svojemu zdravniku in rečeš, glejte, tole se mi je zgodilo, tole rabim. To v tej smeri definitivno tečejo pogovori in tu sem zadovoljen, ne vem sicer kaj bo sprejeto, ker seveda nisem član vlade, niti kakorkoli povezan s tem, ampak svetovano je bilo tako, da lahko tu dobimo največji izplen. Se pravi, ljudi poslati na neselekcionirano testiranje, kjer ga bo ocenil zdravstveni delavec in na tistem mestu, ko bo dobil rezultat, mora dobiti tudi vse dokumente, ki mu omogočajo vstop takojšnji v zdravstveni sistem in v vse ukrepe, ki iz tega sledijo. Jaz sem v bistvu, imam samo še eno vprašanje, vprašanj imamo več, če še kdo ima kakšno vprašanje, z veseljem se še javi, imamo še kakšno minutko verjetno. Imam samo eno dopolnilo, če smem, gospod Petrovec, dobronamerno, saj tudi svoje izkušnje, prej ste omenili, samo da ne bo kdo narobe razumel, da je bila odrejena takrat, mislim, da še velja 10-dnevna izolacija, v primeru okužbe oziroma bolezni. Jaz bi samo dopolnil to 10-dnevna najmanj,
ali, kot so meni povedali, seveda tudi več, pri čemer vsaj 2 dneva ne sme biti simptomov, preden se vrneš na delo. Je tako? Mislim, da drži. Ja. Ok, samo tako, da ravno z tega vidika, da ne bi kdo prezgodaj šel z kakšnim simptomom, ne nazaj. To je zelo dobro opozorilo, ne? Ker to je, še enkrat vsem, to je pragmatična odločitev v veliko korist kogarkoli, tistega, ki hoče delati in tistega, ki nekoga hoče sprejeti na delo. Jaz sem imel neštevilne ljudi, ki so 6 tednov potem, ko so preboleli, hodili na teste, enkrat pozitivni, enkrat negativni in niso smeli delati, ker je medicina dela rekla, imate pozitiven test in ne morete delati, ker nima nobene zveze s kužnostjo. To seveda morate razumeti. Nismo mogli vedeti, ker je to pač sveža stvar, ampak ko so se pojavile prve resne študije iz tujine, smo rekli ne. To je bil dr. Tomažič, ključna oseba, moram reči, ki je rekel, dovolj je tega, to je nevzdržno. Mi moramo, če so Korejci ugotovili, da po 14 dneh potem, ko ste to preboleli, noben od teh, ki je imel kontakte, pa tudi če je bil pozitiven s PCR-om, ni nikogar okužil, potem smo mirni. In ne bomo testirali in se ne bomo ukvarjali s tem. Ampak iz tega izhaja to, ker je večina od vas brala te fake newse in tako, da PCR ne dokazuje okužbe, nekužnosti. Seveda jo ne, ampak moramo vedeti, kdaj. Če si zbolel, je definitivno potrditev. Če si pa 14 dni boln, potem pa nič ne govori o tem, ali si še kužen. Tako, da zaključim. Ok, moje vprašanje zadnje je samo eno, ki nima direktno povezave s podjetji, ima pa zelo veliko z odpiranjem gospodarstva in obremenitvijo zdravstvenih sistemov. Namreč sem šel malo preračunavati izsledke zadnje ankete NIJZ-ja, kjer je bila glavna teza, da je največ okužb na delovnih mestih oziroma med odmori in tako naprej. Če te podatke ponderiramo na število vseh oseb v določeni skupini, lahko ugotovimo, da je 25% ljudi v anketi odgovorilo, da so se najverjetneje okužili na delovnem mestu, dejansko je pa delovno aktivnih 42%. Kar pomeni, da je celo sorazmerno manj, kot bi lahko pričakovali na razpršenost te skupine v prebivalstvu. Na drugi strani imamo pa eno skupino, ki izrazito odstopa v nasprotno smer. In to so domovi za starejše občane in socialno-varstvene organizacije. Tam je bilo odgovorov kar 15%, število oskrbovancev in zaposlenih je pa samo 1,6%. To pomeni 9-krat več, kot bi pričakovali. Ali hitri testi, na nek način večkrat uporabljeni, lahko bistveno pomagajo po eni strani seveda s tem, da zelo, zelo hitro zajezimo tudi okužbe v domovih za ostarele in s tem rešimo življenja in na drugi strani razbremenimo zdravstveni sistem, ker vemo, da še vedno starejši prevladujejo tudi v bolnišnicah in seveda tako ustvarimo tudi na koncu koncev boljše razmere za odpiranje gospodarstva. A je to prioriteta številka 1 v tem trenutku strani države, po vašem mnenju? Marko, ti povzel ali bom... Ne, ti Mirč, to je bilo tvoje. Ja, skratka, takole bom rekel. Jaz sem na strokovni skupini spraševal, kakšen je delež hospitaliziranih iz DSO-jev. Karkoli sem uspel izvedeti relevantnega, in to moram seveda verjeti, ker so to kompetentni kolegi, pravijo, da več kot 20%, in to celo manj, govorijo bolj o 15% hospitaliziranih, vključno z intenzivno enoto, niso oskrbovanci DSO-jev, ampak so od drugod, se pravi starejši ljudje, ki niso iz DSO-jev. Vi ste zdaj omenil DSO, ne? Za mene so DSO boleča točka Slovenije, ne? Epidemiologi so povedali, da jih je strah in sram povedati v tujini, kakšna je prekuženost DSO-jev. Gotovo ste med vami verjetno več kot pol ljudi, ki imate izkušnje z DSO-ji zaradi staršev, starih staršev, kogarkoli ali pa sorodnikov, ki jih tam imate. Jaz sem imel nekaj neposrednih, ker sem pač želel osebno videti, kaj se tam dogaja. Zgodba DSO-ja je tako, kot je bilo v medijih večkrat opisana. To je samo zdaj to, kar se iz greznice dvigne takrat, ko gre za poplavo. Pač to so nerešeni problemi desetletij nazaj. Tam je kader, ki ni ustrezno usposobljen, premalo ga je in to je zgodba, ki je
zdavnaj pred korono pokazala, koliko bolnišničnih okužb, koliko ljudi v bistvu pravzaprav tam trpi zdravstvene posledice, ker v resnici niso dobro urejeni. Jaz še enkrat bom povedal enako mnenje, ne bom trdil, da je zveličavno in da je najbolj pametno. V neselekcionirano testiranje ne verjamem. Ne? Verjamem pa v to, kar tudi Marko ve. Ne? Kolikrat so se midva slišala, kolikrat, mislim, enkrat se je zgodilo, ker je tako malo partizansko ali pa Robin Hoodovsko, ne? Ko so me klicali v petek in so rekli, a imate koga, ki bi prišel jutri v soboto pobrisati cel dom. To pomeni, da greste delati za 3 ure pod popolno opremo, ker niso imeli nikogar, ki bi odzel brise. To je norost. Ne? Tja pošljete mobilno ekipo 3 ljudi, ki na 5 ljudeh dokaže, imate ali nimate okužbo, in če jo imate, potem morate tisti trenutek poklicati večjo ekipo, ki ne samo, da testira vse, ampak organizira celo stvar. To Marko ve, da govoriva oba dva enako tam, ne vem, je bil to marc ali april in tega še danes ni. Zakaj ni, tega ne morem reči. Rekel bi pa, da je tle država skoraj kompletno padla na tem, kaj je za to naredila. Ogromno je naredila v času od marca do zdaj. Daleč od tega pa, da bi rekli, da smo naredili vse, kar bi lahko naredili, ker 80% okuženih domov je nesprejemljivo. Zavedati se morate pa tega, kar mogoče precej ljudi ne razume. Jaz imam eno izkušnjo iz okužbo z ošpicami, ki jo boste mogoče lažje razumeli, ki se je zgodila v kliničnem centru in so rekli, ok, mi imamo zdaj bolnika, ki je okužen z ošpicami, to je strašno nalezljiva bolezen, bomo testirali vse zdravnike pa vse sestre, če imajo protitelesa in so zaščiteni. Ja, v redu, ampak v bolnišnici niso samo zdravniki in sestre, so strežnice, so hišniki, so ne vem kdorkoli, ki za te ljudi skrbi, kuharji. Se pravi, če hočete imeti varno okolje, morate skrbeti za vse, ki so v tem okolju. To velja za podjetje, velja za zdravstvo, velja za vse. Tako da tukaj, ko govorimo pa o koronavirusu, če ne bomo ščitili, ampak tu se mi zdi po zdravi pameti. Lažje ščitimo 20 ljudi kot 120 ljudi, ki so tam inkarcerirani, če hočete, se pravi zaprti. In za te vam je vsem jasno. Čeprav me nekateri opozarjajo, da nekateri domovi imajo ljudi, ki hodijo ven, na špricer, kamorkoli v gostilno. Mislim, da večina domov, pa to Marko tudi ve, na začetku epidemije so nam povedali, da je samo 10% tistih, ki so v domovih sposobnih, sploh samostojnega gibanja, da jih lahko kamorkoli preselimo. Se pravi, bistveno, ali pa najbolj bistveno je, da vse ljudi, ki tja noter profesionalno hodijo, držimo pod strogo kontrolo. In tle ni samo testiranje, tle je problem discipline, ki jo je ob kadru in ob izobrazbi, ki jo ta kader ima, izredno težko zagotoviti, ampak to ne sme biti noben izgovor, da tega ne naredimo. Tako. Najlepša hvala. Marko, bi ti še kaj za konec mogoče dodal? Ja, jaz se lahko samo ne strinjam vsem, kar je Mirč povedal, vsi pa sami veste, ne, da ne glede na to, da imamo mi v ustavi zapisano, da smo socialna država, ne, če pogledamo samo bivalni ali pa nastavitveni standard v večini javnih DSO-jev v Sloveniji, ne, ima vsak od nas predsodek dati svojega najbližjega tja. Tako da izvirni problem DSO-jev ni testiranje, ne, ampak osnovni nastavitveni standardi, ki ne omogočajo osnovnih higienskih principov že v času, ko ni epidemije. Jasno, če padeš v epidemijo, ne, se ti to, ki je rekel prej Mirč, greznica nazaj gor udara. Ne. To se pravi, mi vemo vsi, da imamo v DSO-jih hudo hiperregulacijo sistema, centralno določeno, in te standardi regulacije financiranja onemogočajo primeren nastavitveni standard, kaj šele, da govorimo o kadrovskih standardih personala, ki ne bi skrbeli za te oskrbovance v teh domovih, in to res drži, če jih je le 10% samostojnih pri gibanju.
Zdaj, kar se tiče pa navezave socialne države pa podjetništva, je pa tako, ne, da brez čim večjega števila podjetij v Sloveniji, ki bodo sposobna ustvarjati dobiček, ne, in s tem plačevati davke od dobička, ne, in plačevati DDV in vse ostalo, ne, potem mi ne moramo biti socialna država, ne moramo izpolnjevati v ustavi zapisanega določila. Oziroma, če teh podjetij ni, potem smo lahko socialna država edino na račun kreditov, ne, kar pomeni srednjeročno in dolgoročno zaslužnevanje prebivalcev ali pa davkoplačevalcev v Sloveniji. Ne. In ključno je, in to se moram povedati, čeprav smo zdravstvena svetovalna skupina, ne gospodarska svetovalna skupina, ne, mi dnevno, na dnevni bazi se trudimo o tem in se zavedamo, kako je treba odpirati gospodarstvo, tudi iz vidika zagotavljanja socialne države, kajti če ne bo prihodkov, ne bo države, ne bo primernega standarda v domovih upokojencev in mi vsi bomo prej slej končali v domu upokojencev in se moramo vprašati, v kakšen dom upokojencev bomo šli, v tazga, ki je danes zagotovo ne. Meni se zdi ta webinar zelo pomemben, ne, prvič zato, da iz prve roke gospodarstveniki slišijo, da tudi mi, ki nismo tako v gospodarstvu, znamo razmišljati gospodarsko, ne, mi se zavedamo, kako pomembno je obvladovati epidemijo, da bomo mi lahko tudi naše dejavnosti izvajali in hranili na primernem nivoju, izključno, če bo gospodarstvo zagotavljalo dovolj davkov od dobičkov in DDV in vsega ostalega v proračun in na koncu to kaže, da smo vsi v bistvu zacikleni v eno in isto povratno zanko in se moramo tega zavedati in drugemu pomagati, vsak pač na svoj način. Ne. In to se mi zdi tak najpomembnejši izplen tega webinarja, da tudi v epidemiji vemo, da smo vsi na istem čovnu. Ne. Super. Najlepša hvala obema. Jaz bi zaključil z mislijo gospe Judite Rigler, ki je pravkar napisala. To, kar je ravnokar povedal dr. Petrovec, je najbolj pomembno, z velikimi črkami disciplina in nobenega izgovora. V našem podjetju zadevo držimo le na osnovi tega. Pa še, če pa rabite hitre teste, ki se zdaj uporabljajo, potem pa, če sem dober rezimiral, pa me kar popravita, v 3 točkah pazite na naslednje. Prvič, strokovna izvedba, drugič, kontrolni hitri testi in tretjič, če je le možno, testirajte s hitrimi testi tudi svojce svojih zaposlenih. Je tako? Je tako, ja. Okay. Najlepša hvala obema, gospodu Bitencu in gospodu Petrovcu, za čas in pripravljeno predavanje. Še enkrat bi se samo opozoril oziroma poudaril, da bomo posnetek današnjega webinarja vsem poslali, tako ga boste lahko delili z vašimi sodelavci. Priporočamo, da ga čim bolj delite ne samo s sodelavci, mogoče tudi z drugimi podjetji. Mi bomo tudi v okviru SBC-ja ta seminar poslali vsem članom, ne samo tistim, ki ste se prijavili, ker želimo čim bolj razširiti to znanje, ki bo izjemnega pomena v prihodnjih tednih in mesecih. Vabimo vas tudi k neposrednim vprašanjem našim predavateljama po tem webinarju. Kontakte boste prejeli tekom dneva. Verjamem, da se kmalu vidimo tudi na naslednjih SBC webinarjih. V vseh aktualnih terminih vas bomo sproti obveščali. Samo 3 naslednje bi vam rad zaupal. Naslednji torek, 8.12. pripravljamo webinar na temo primeri dobrih praks članov SBC v času koronavirusa. Člani SBC-ja Lotrič, Mik Celje, Špicla in Lunas. 10.12. z članom Revidera, kaj finančno še lahko storite pred novim letom, tudi v povezavi z zaključnim poročilom, in pa 15.12. z Genom I, našim partnerjem, o zeleni transformaciji oziroma pripravi na prihodnost podjetniškega vidika. Za konec imamo še en komentar gospe Simone Petrič. Na kratko bi še komentirala vladne statistike glede okužb na delovnem mestu. Imamo zaposlenih skoraj 170 sodelavcev in trenutno nobenega okuženega. To je dober primer. Upamo, da bo čim več takih primerov tudi v prihodnosti. Najlepša hvala vsem za pozornost. Ostanite zdravi in srečno. Srečno, hvala.